testiramo nov Blender Line Art Branch, se pravi feature, ki še niso niti v alfa branchu, ampak lahko pričakujemo v naslednjih 2 mesecih, da bo to del master release, se pravi, ko pridete na glavno spletno stran Blender, bo tole dosegljivo. Dajmo kar pogledati. Se pravi, Blender je že prej imel freestyle opcijo, s katero smo iz našega 3D mesha zrenderali line art, ampak tole je zdaj totalen game changer. Tole se nam vse skupaj dogaja v viewportu v realnem času. Tlele imam razmeroma kompleksno sceno in glej ti tole lepoto zdajle. Pa je dobro. A si predstavljaš, da si tole včasih risal en frame nekih 5 ur na roke, Evo, zdaj ti to takole lepo zrendra, nimaš kaj razmišljati, postaviš 3D sceno, in jo takole lepo zrendraš. Pa si bomo pogledali, kako lahko to že danes s tem eksperimentalnim branchom naredite sami. Takole gremo na Blender, se pravi, začnemo na osnovni strani. Gremo tukaj normalno, kot da bi hoteli potegniti svežo verzijo dol, ta zadnjo, se pravi zdajle 2.9.2. In gremo tukaj pod Download Blender Experimental. Tale nas ponavadi zanima, ampak danes gremo še globlje v Experimental Branches. In zdaj, glede na vaš operacijski sistem, poiščemo line. Takole in tukaj dol vidimo tale line art branch, ki ga zloadamo takole, takle zipek in si tole ekstraktamo nekam na namizje recimo. Ta zadeva pol, opa. Se pravi, ja, izgleda nekako takole. In Blender normalno poženemo, kot smo sicer navajeni. Okej, zdaj pa bom pokazal, kako se tale stil doseže, kar na novem objektu. Se pravi, naša uvodna scena. Vse, kar rabimo dodati, je, še to opozorim, no, zdajle mi ne dela screencast, ne kažejo se mi tipke, zato ker je eksperimentalen branch in nekateri plugini oziroma eden ne delajo. Se pravi, mi smo že navajeni tegale, tole so pa zdaj nove stvari. Tukaj bomo dodali scene line art, takole. In že vidimo, da nam je nekaj naredila, ampak zdaj, če se obrnemo okoli, vidimo, da na drugi strani pa ni nič. To zato, ker ta stvar se projicira ven iz kamere, oziroma ko smo takole, zdaj si bom tole kamero zaklenil, da šiba skupaj z miško, in zdaj se nam tale stvar generira vsakič, ko miško premaknemo. Okej, pa dajmo si tole zadevo samo majhno razkosati, toliko, da dobimo majhno bolj zanimive oblike. Takole, ali pa mogoče. Takole. Okej, zdaj bi pa jaz tole kocko kar lepo skril, in sicer bomo šli tulele pod materiale, tale blend mode bomo nastavili na alfa klip in alfo znižali na 0, pa še tole bom izklopil, tako da, ke vidimo, mogoče majhno še približam. Takole. Evo. Okej, mogoče nimamo najlepši mesh zdajle, zato nam dela neke artefakte, ker smo tukaj, se mi ploskve prekrivajo, ampak dajmo malo raziskati tole lepoto še naprej. Zdaj bom šel na naš Grease Pencil objekt in vidimo, da imamo tukaj line art nastavljen. Zdaj pa bomo še tale style oziroma bomo dali še en modifier, in sicer noise, kar pomeni, da se ta zadeva takole vsakič, vsake par frameov, majhno spremeni, Tale noise offset lahko še malo popravimo. Pa recimo chaining bomo pri sample si nastavili, to je zato, da če si zdaj tale scale popravim, da nam takole migata majhno bolj, kot da bi s svinčnikom narisali, pa še thickness takole, da linije nimamo čisto enake. Pa mogoče še strength. Takole. Okej,
pa ga imamo. In to je zdaj čist interaktivna zadeva. Če jaz recimo označam neko ploskev tukaj, nam zadeva sama generira Grease Pencil naprej. In kar je bila prej omejitev freestyla, če jaz dodam zdaj nov objekt, ko smo renderali v postprodukciji z freestylom, zadeva ni znala razumeti intersekcij. Zdaj pa, če tole dodamo takole, vidimo, da čist brez problema. Še temule bomo dali isti material, zato da nam zgine. Evo, vidimo, da nam tele, kjer se objekta srečata, čisto lepo takole naredi. Ok, pa dajmo za foro še en efekt gor, in sicer bomo tole kocko uporabili za swirl efekt. Bomo videli, kaj se zgodi. Se pravi, gremo na naš Grease Pencil, tukaj pod efekte, izberemo swirl in uporabimo tole drugo kocko za naš efekt. Zdaj bom pa tole majhen pojačal. Pa kod dal recimo na nekaj tak. No, mogoče dajmo takole, da je majhen bolj dramatično. In zdaj, ko vrtimo kamero, vidimo, da nam zadeva se takole premetava. A ni dobro? Včasih bi tole animacijo delal, kaj pa vem, ure in ure. Evo, zdaj se nam pa tole v realnem času kar pred očmi odvija. Ok, to je to za enkrat. Grem se jaz trest še naprej o probavanju telih scen.